malenkost drugače bilo koncepirano, kot bi si ga verjetno predstavljali v samem začetku. Zgodovina, ki jo je opisal, je nek pogled človeka, ki goji ima eno kritično odstojanje, da rečemo, v današnjem času. Zdaj pa jaz vsem iz tega, kar se je povedal, poskušal priti v današnji čas, pa da bi vprašal, glede na to, da si rekel forma pred vsebino, bi obrnil, kje pa zdaj iskati vsebino, namreč Velenje po 30 letih, kar praviš, v tem 4. pa 5. obdobju, oziroma 3., 4., 5. obdobju, zgubila vsebino. Gorenja ni več tak ljudi, kot je bil Rudnik. Se spet stvari obračajo drugače. Kje iskati vsebino, bom rekel, v arhitekturi, oziroma iskati vizijo Velenja v današnjem času. Ker namreč Velenje v tem trenutku nima tega, vsaj jaz po mojem mnenju ne. Gremo pa v parametri, kazalci, ki se pa kažejo, pa ne kažejo nič dobre. Po bruto družbenem prihodku padamo, smo iz drugega mesta padli pod slovensko povprečje, padamo po kvaliteti življenja in tak naprej. Kaj narediti, oziroma kar ti vidiš, a vidiš ti kje kakšno vsebino, ki bi lahko to formo, ki jo imamo, zdaj dopolnila? Ja, zdaj prvo bi se bilo treba pač priznati, da ta politika, ki je zdaj trenutno, kako jaz ocenujem, ni prava. Zdaj sicer lahko biti pametni, zdaj že vsi vemo, da pravzaprav Rudnik gre, Gorenje je tudi tak, ampak jaz se spomnim že leta 2000, ko smo še bili javni, smo že razlagali, da je to dejansko največji rudnik na svetu, pa zato, ker ga nikjer ne pople, ker se ne splača. Ampak takrat se kar tem strajalo, in to pravzaprav nismo takrat, jaz se spomnim, ko sem Velenje raziskoval, in ko sem tudi to tezo, pa to zgodbo, kak je Žgan pravzaprav povzročil, sem bil zelo dobrodošel, sploh v rudniških krogih, celo za inženirje sem predaval. Ko sem pa začel to tezo, pa tudi moj oče pravzaprav bil celo življenje v Rudniku, da je zdaj pa dost, da zdaj bi se mogli pa misliti samosvojiti, so se mi pa vsi arhivi zaprli, ker enkrat je bil vse poplavljeni. No in takrat vem, da smo se enkrat hecali, jaz sem celo nekje zapisal, prognoziral, da bi Velenje mogli Rudnik zapreti leta 2000, imam zapisano, in da bi to mogli spremeniti v odlagališče za vsakšne drugačne odpadke, tudi nuklearne. Kader imate, robe imate, Istočasno pa ta denar za sredstva, ki se zapira, danes strukturati v high-tech, primeri so znani na Irskem, tako naprej. Ampak takrat je pravzaprav ravno to, ko smo mi razlagali, so oni to vzeli kot navodilo, kaj ne smejo delati, in so pač še vedno več ljudi vlekli za slavo. Ampak dobro, zdaj kaj je, elektrarna je, tudi pa nek eliko je, jaz mislim, da bi se moglo Velenje nekako začeti delati na sistematski, da se pač ti nekaj zapre in da se to nekako kompenzira z nekimi vlaganji, neke delavnice, high-tech, tehnološki parki. Istočasno bi se pa to dalo povezati za samo podobo Velenja, to se mi zdi zanimivo. Velenje je idealno za neko sozvočje s tem, pač mesto parkov, zelenja, tukaj vidite. Tako da tu se mi zdi, pač pa jaz tukaj nimam nekega odgovora, ker zdaj tudi ta arhitektura kot taka je pač lahko posebnost, ni pa to usodno, ga ne bo rešilo, oziroma ne bo, lahko pa se nekako pač naveži. Kaj misliš, vse te nove tehnologije in podobne stvari zahtevajo cestno infrastrukturo. Zakaj po tvojem mnenju ni prišlo takrat, ko se je Arjavaz delala do preboja, da bi Velenje dobilo priključek tak, kot je treba, oziroma kje vidiš ti, da smo v takem manjku, kar se cestne infrastrukture tiče? Tudi v samem Velenju, če rečeva, od zgornjega, od Sončnega parka do Partizanske dole mimo Gorenja je slepo črevo, Ni štiripasovnice, se ne zaključi ta krog, notranji krog Velenja, niti obvoznice nimamo, Če pogledamo Slovenijo, prvih 20 največjih mest, vsi imajo obvoznice, vsi imajo priključek na avtocesto, razen Velenja. Zakaj? Kaj misliš, da se je to dogajalo? Ja, jaz mislim, da je šlo za tisto šavnost, samo za dostnost. Ker morate vedeti, to sem pozval vedeti, Trenc je v tekstualnem delu že takrat govoril, da bi se naredila cesta skozi staro Velenje,
do Gomilskega, da bi se navezalo. Še ni avtocest bilo, že takrat se to govorilo. Pa takrat še v Jugoslaviji je bila pač Koroška pač skozi Velenje, ne? Zdaj se je pa pravzaprav, ko so meje padle, ko smo EU, se pa Koroška povezala za svojo krajino na Koroški, ne? In zdaj tu je res eno geto nastaja, ne? Vidim, ne? Da, ampak jaz mislim, da je ravno ta všabnost, ta samozadostnost, ne? Je nekako povzročila to dodatno izoliranost, ne? In to se vidi po arhitekturi in to se vidi tudi danes, ne? Po teh ekscesih, ne? Oblikovnih, ne? Recimo, ta promenada se mi zopet zdi en tak neposrečna poteza. Tako da jaz ne vem, jaz mislim, da tukaj boste mogli bolj politiki nekako strnati prste oziroma neko vizijo in to zelo radikalno iti, ne? Je takega. Ne, kje se to recimo, ker zdaj, jaz še spomnim tudi takrat smo se pogovarjali, ne? In vedno bilo tako, da je Velenje zgradilo rudnik, ne? Da Velenje je pa parazit. Ne? In tudi Gorenje recimo postavil tist standard, ne? Na hod mesta Gorenje, ne? In kar na nekaj način je bilo res, ne? Po drugi strani je bilo pa Gorenje vedno internacionalno podjetje, jeziki so se govorili, inženirji so bili, ne? In tam po moje je bilo več, ampak se tudi mesto nekako ni do njega obračalo, ne? Ja, vi nas parazirate, vi tudi potom boste več tukaj govorili, ne? Ampak zdaj pa še to šlo, ne? In jaz mislim, da treba se zdaj, kaj imamo, ne? Dansko tukaj neka tradicija je, rodarjenje je, nek kader je, vrovi so, ne vem, tukaj na okolju bilo treba nekaj narediti, ne vem, pravno. Ja, tu bo še verjetno, ker močne polemike, zdaj je tudi okrog sosežiga oziroma sežiga raznih stvari, ne, tudi tak predlog, ko si ga dal, je bil že takrat radikalni, danes je še bolj, bom rekel, sploh kar se tiče onesnaženja pa jedrskih odpadkov, pa podobnih zadev. Čeprav moje osebno stališče je, da nekje odpadki morajo biti, ne. Zdaj treba je najti samo prave lokacije in pravilno. No, ampak jaz bi se stavil na arhitekturi, ne. Zdaj, jaz arhitekturo pač berem kot neko pripoved, ne. Kaj se je tu dogajalo, kakve so bile želje, kaj se je posrečilo, kaj se ni posrečilo. In zdaj tudi pri tej arhitekturi tukaj so še neke možnosti, ki se lahko tudi zgubijo, ne. Recimo zdaj, če me sprovociraš, ne, na mest promenade, bi jaz naredil tukaj kot titul spomenik najvišji nebotičnik, ne, ki označuje titul tak, recimo, ne, kot provokacijo, ampak sigurno bi turisti hodili še bolj zainteresirani, ne vem. To premenado pa ne vem, če hodijo gledati, oziroma bi se dalo, ne, recimo. Pa zdaj tudi, a spomenik ostane, to je stvar spet ljudi, ne, spet demokratičnega, ne. Ampak sej vam povem, da po moje je kar podobna situacija po tej Sloveniji, ne, vsi župani nekaj ne radi komunici, sploh ne razume novih časov in arhitekturo premalj izkoriščajo kot neko demokratično orodje, s katere lahko mobiliziraš ljudi, ne, da jih nekako pneš, da se tudi oni čutijo, da so kreirajo, recimo, ne. In jaz pravim, da vsaka arhitektura ima vedno dva avtorja, ne, vedno vidiš spretnost nazor naročnika, pa spretnost nazor arhitekta, ne. In tukaj bi moče arhitektura Velena kot taka s to zgodovino lahko malo pripomogla, da bomo mogla pa rešiti mesto, ne. In zdaj, ker prvo je pač ta nekak, da bi se, ker tudi recimo ta odnos do Velenja, ne, kljub temu, da zdaj boste slišali pa ono, pa ta trend takrat, da ni meni vedel, ne, ampak ne razumejo, ne, zdaj, če gleda take stvari gledati, pač očitno ne razumejo, kaj je biti mesto, ne, da se ta razprava nikoli ni pravzaprav, tudi noben ne veste, v Velenju imate tem za znanstvene doktorate, sigurno ni 10. Tukaj je tudi recimo bilo prvi dialog narave z arhitekturo, da se resnično, ne. Tu imate recimo te stvari, ne, to, kako so se, takrat neke, kakva vegetacija, na kakšen način. Tu imate prve arhitekte, ne vem, kaj je s tistim stremeckom, to je zginil človek, ne. Pol tudi ta Dunajčan, ki je bil, to so zanimive zgodbe, recimo, ne, in koliko je to res, koliko ni to res, kaj ceste pomeni, kaj ne pomenijo, ne. Zdaj, potem sem videl še eno neumnost, zdaj ne vem, da pred 5-6 leti je Velenje samo menda dalo, da je civilski spomenik, in zdaj še spomeničari vam tukaj delegirajo, ne. Mislim, kaj se mi zdi katastrofa za moderno mesto, ker sploh pojma nimajo, no, mislim. Ampak to ste si sami dali zanko okrog vrata, ne. In zdaj je na nivoju prepiranja taka barva, druga barva, ker sploh ni to pomembno, ne. V detaljih arhitektura ni to pomembno, koliko je bolj kot masa, ne, kam pade, ne, koliko je kanalizira, ne, koliko je to omrežje, ne. In imaš kak predlog, oziroma tekaj gledaš zunaj, kaj narediti, a je potrebno še kaj v arhitekturi v Velenju širiti, ne vem, kje, zdaj se, bom rekel, po tvojem konceptu,
polnijo zelenice med v unem zgornjem delu pod Kidričevo. Ali je to v redu, ali ni v redu, oziroma kaj misliš o teh koncertih, oziroma kaj se dogaja? Ja, ne, zdaj, to je tako, ne, če bi to sorazmerno raslo, ne, če bi se strencar, bi oni tudi tisti ljudje, ki so zdaj prizadeti, to razumeli, ne. Zdaj pa tu se je naredil razpust, ne, park, ne, zdaj tam se jim pa zgoščuje, ne, in dansko so upravično dobočili, ne. Zdaj, jaz se bi zahvalil za povabilo, no, to je bilo zelo na hiter, ne, pa zdaj sem se odločil, da bom dansko knjigo napisal, pa sem se odločil tudi, da bom študent v Velenju, pa tudi sem se odločil, da bom študenti probal delati posege v Velenju. Tako da to bo moj majhen prispevek, ne, recimo, v neki perspektivi, ne. Pa pol moče najti kako izstavno naredili. Na ta način pravzaprav skušamo zaveščati. Zanimivo. Jaz bi predlagal, da še damo publiki vprašanje, če imajo kdo kako vprašanje. Je kako vprašanje? Jaz bi nekaj povedal, če lahko. Ti bi povedal. Izvoli, hvala. Najprej bom povedal, potem bi ga vprašal. V zvezi s spomeniki oziroma žgankov. Jaz imam pri tem malo slabo vest, oziroma se bojim, da sem bil nehote udeležen pri tem. Namreč, na kratko bom poskusil povedati. Jaz sem prišel poleti leta 1974 v Velenju službo na kulturno skupnost. Čas je bil tak, da je bilo denarja, da nismo vedeli, kam z njim. Tam se ne znamo predstavljati. Problem je bil največ v tem, da je Velenje raslo hitro, ni bilo tradicije, ni bilo, bi rekel, nekih posebnih zavodov. Edini profesionalci v kulturi so bili knjižničarji, pa dva zaposlena na gradu. Denar je bilo toliko, da hitro povem to zgodbo, za leto 1974 je bil načrt 352 milijonov, nateklo se je pa 439, se pravi, ker se je menil način financiranja in tako naprej. Skratka, v tem trenutku, oziroma v tisti situaciji je bilo seveda kakršnakoli ideja, kaj narediti. Takrat smo začeli Šaleško cerkev rihtati, recimo. Te društva so imela denarja, mislim, ni bil problem in tako naprej. In ena od teh idej, do katere sem prišel z nekimi pogovori s gospodom Jugom, ki je bil takrat na vodja muzeja in naprej, je bilo to, na kak način oplemeniti to mesto. Recimo arhitekturno-prostorsko, kaže. In dve ideji sta se nama porodili, jaz sem potem to malo razmislil, dal na papir in tako naprej, celo tlorise sem že imel pripravljene iz Zavoda za urbanizem. In sicer, ta park pred gimnazijo, se pravi med gimnazijo in Pako, bi bil po mojem še danes, ampak ne da bi ga zdaj hotel, bom rekel, prodajati to idejo, idealen za eno formo vivo. Tu bi vsako leto bi plačali eno kiparju leto, mislim, mesec, dva bivanja, mu dal na razpolago material in verjetno z neki, takrat se je to dalo z relativno majhnim denarjem, danes bi verjetno ne star, ampak bi se dalo super narediti. Skratka, eno tako. To stvar bi se dalo potem razširiti, da bi tu in tam kakve plastike postavili tudi med blokom, kjer so ti travniki oziroma te zelene površine vabijo v temo. No, in tretja ideja o tej, bi rekel, iz tega paketa je bila pa narediti eno alejo velikanov, se pravi, kulturnikov, znanstvenikov, velikih ljudi iz Velenja. Ali pa z tega konca, no, tako bom rekel. Jaz sem imel v mislih tisto, ko bi rekel, pred staro knjižnico, tam, se pravi, zraven tvoje hiše, ravno v tej osi vzhod-zahod, da bi naredili, ne vem, 680, podobno kot je bilo v Ljubljani na Vegovi, če se spomnite, tisti stebri, pa na vrhu glave in imena napisane in tako naprej. Karel IV je ravno takrat umrl malo prej, potem Kranjc Jože, o Vrstovšku še jaz takrat nisem nič vedel, recimo, ampak bi se naredili, Kalip seveda, bi mi rekel, konstantno v tem smislu. Skratka, ampak, kar iz te ideje se je potem zgodilo to, da sem jaz po enem letu službe šel poleti 75. v vojsko in je ta ideja verjetno, da je, si mislim, da je krožila, ker so bile neke pobude, zapisnike, recimo. No, potem, ko sem prišel pa nazaj, čez leto, pa sem šel na glasbeno šolo, par mesec, približno v tem času, ali pa malo pozneje, se je pa pojavila ideja najprej s tem Italijanom, ki je naredil te vojake pred klubom. In
v isti sapi, da tako rečem, se pravi, v roku nekaj mesecev se je pojavila tudi ideja za Tita, ne? Za Tito spomenik. Meni si ni težko predstavljati, nimam nobenih dokazov, moram povedati, to je zdaj špekulacija, kar govorim, ampak si mi ni težko predstavljati tega, kako je nekdo prišel na občini takrat, veliki ljudje, velikani Velenja in Slovenska, kdo drugi kot Tito, ne? Evo. Hvala za zdaj. Lahko komentiram. Dej. Ne, se to je zanimivo, ne? To je v bistvu pač potrebuje to tezo, ne? Takrat je Novo Velenje pač eno veliko spalno naselje, ne? Ne, in zdaj tudi, ampak vete, spomeniki so bilo pravzaprav dobra stvar, ko so se zgodila, ne? Ker če ne spomenikov bi se prostor uničil, bilo več takih nam. Zdaj spomenik, tudi recimo ta rodar je bil postavljen, ne? Ta rodar je bil postavljen gor v kinu, ne? Pa se je bolj postavil, teda to so zgodbe, kar je še najbolj rešljivo, ne? Teda na nek način so bili v tem kontekstu časa pa danes pozitivna zgodba, ne? Ja, se Zdaj pa, če se spomnim, zdaj si to drži, da Ciril, mislim, Cesar, taki par, ne? On ima edini, ki ima pravzaprav uporabljati hišo 7 mesta. Ja. No in on je menda to imel dovoljeno, ker se je zavezal tudi članko, da bo ne vem koliko z teh skulptur delal po mestu, ne? Pa v tistega manifesta ni bilo nič več po Paškah. Recimo, to so vse take zanimive stvari, recimo, se mi zdi, ki spadajo nekaj zgodovine. Urbane legende. Hvala. Če se je slišalo, kot da imam kaj proti spomenikom, ne bi se moram popraviti, oziroma sem slabo. Bom si pa zagovno, ja. Prosim? Bom si pa zagovno, kjer je krivo. Ja. Ne, kar se tiče pa teh, recimo, par stvari je, ki nas, bom tako rekel, stare Velenčane, če se lahko štejem, oziroma če ta kategorija miselna in praktična, kaj pomeni, moti, je pa odnos, recimo, do dediščine, predvsem tržne, tudi sicer, in po drugi strani promet, kjer se kaže, da je bila ne samo ena odločitev, ampak vrsta slabih odločitev sprejetih, oziroma niso bile sprejete takrat, ko je bilo treba in je pa situacija taka, kakršna je danes, da ne duljim. Evo, hvala. Hvala lepa. Očitno je, da v Velenju nekaj dela bo še, kar se predvsem urbanizma, bom rekel, v prvi meri. Potem boste tudi arhitekti prišli na svoj račun z svojimi idejami. Seveda pa mislim, da še najprej je potrebno postaviti eno vizijo v Velenju, ki bo usmerila vse skupaj. Se mi zdi, da je zdaj počas, da dobimo tudi vsebino, ne samo forme, ne? Ker brez vsebine bomo pa tanko piskali. Če imaš še kdo ok, kakšno vprašanje, če ne, zaključno misel še enkrat, če želiš. Ja, zdaj ste pa open sprejeli, ne, pa ne kak. Moram reči, da tudi sam sem bil zraven, ko se je sprejemalo, ampak moram reči, da tako kot v navadi ni bilo poglobljene, v samem mestnem svetu ni bilo poglobljene razprave o tem bolj formalnost, da se ga sprejme. Zelo moče bi sam zaključil to rekel, ne. Zdaj, jaz sem mislim, da namen je bil dosežen mesto, Velenje je že postavljeno mesto, ne. Zdaj ima veliko problemov, lahko se obrne pač na slabš, lahko je dobro, ampak mislim, da obrno ne bo, ne. Ampak z mesti je tak, vedno ga zasežejo, zasedajo tiste socialne strukture, do katerih najbolj gostoljubno, ne. In če bo imela neko tržno dejavnost, ga bo je pač tržna dejavnosti, ne. Če bo to spalno geto, bo spalno geto, ne. Če bo to rezervat, bo rezervat, ne. Da zdaj tukaj je pač na ljudeh, koliko so organizirali, pa na politiki, ne, ga bojo upeli. Največji problem Velenja se zdi pa ta samozadostnost, umišljeno, ne, pa dansko prvo, kar je bi mogli dansko Velenje čim prej upeti v slovenski prostor. Pa tudi recimo naredite eno resno analizo, ne. Zdaj, vse to, kar zdaj Velenju piše, ne, to je tako površno, no, to je... Ne, to, ki so sredstva, to, ki je volja, to, ki imate inštitucije, ne. In, ne vem, pa tudi recimo ena ideja bila se spomniti takrat v knjižnici, da bi takrat naredili recimo arhitekturni galerije v Sloveniji zelo malo, mislim, da je tak samo pravzaprav eno, Desa v Ljubljani, pa to se tudi sponzorira, ne, in da bi se tudi naredil tak muzej pač te moderne arhitekture, ne, vse slovenske, ne samo Velenja, ne. In se bi tudi pol recimo vsake delita kakšna nagrada podeljevala, misija, ne, ker to tudi pol prispeva nekemu zavedanju tega, ne. A ne, zdaj se pa kregate, ali bo taka barva, taka, ne. No, vse mogoče, da te prekinem, v nastajanju še, morda še kdo ne ve,
je rekonstrukcija parka na gradu in vsaj to, kar je zdaj že pripravljeno, zgleda precej lepo. Mislim, da tu je recimo ena stvar, ki se, vsaj kar se tega tiče, lepo zdaj postavlja na novo in lahko prispeva tudi k temu, da bo Velenje lepše. Bi pa vse nekaj tudi rekel, enkrat mi prišlo, ne, kljub temu, da zdaj sem jaz toliko kritičen do Velenja, ne, pa da je pač, ampak v strani se mi pa zdi, da je Velenje vsem toliko tudi nagnjeno malo k skomentiranju in tudi recimo tako je meni dalo možnost zelenemu arhitektu, ne, pa zdaj tudi drugim, ne, da tudi tukaj je ena dobra stvar, ne, tudi vem, da je Velenje predvsej arhitektov, ki to dobro delajo, no, tako da se mi zdi, da pač malo več se bi mogli pogovarjati. Pa zaključimo s tem. Najlepša hvala. Se vidimo na naslednjem dnevu. Danes zahvalil v imenu Rotary kluba, pa tudi v mojem osebnem imenu, da sem bil en mojih prvih mentorjev v svetu projektiranja, pa bi ti podelil od našega člana industrijski motiv, pravkar je danes še svež odstojen špekla. Hvala.